Evo me. Spet moram, ne da bi hotel, ne da bi si želel, ampak eni apeli, da ne rečem želje, ali pa pritiski, taki blagi, predvsem strani žensk. Jaz pa ženske zelo spoštujem, še posebej take feminilne, ponižno prosijo, če bi jaz mogoče pa kaj spet posnel. Zadnjič so mi rekli, zakaj nimam podcasta, tam apel, imej podcast. Vse kakva pa je razlika med videi, ki jih snemam, in podcast, če bi ga imel, ne. Menda v kilobajtih, ne vem, da video lahko uploadaš, ne vem koliko na YouTubeu, čeprav jaz tole bolj na Facebook dajem, pa seveda tudi YouTube. Jaz snemam videa, če se mi zdi nujno, da je to potrebno. Zdaj sem pa že malo izgorel. Ne da se mi več, nimam motiva. Ne vidim smisla, oziroma smisel že videl, ampak rekel, ne da se mi. Ampak potem pa poslušam tega Zorana Stevanoviča, ne, ta pa ima ful motivacijo, ne. Pa kaj, en troha, dežuril pred RTV-jem ima od maja, ne vem, kjerga, 14. Zdaj, človek ima ful motivacijo, ne, tale Šarec ima tudi ful motivacijo, ne. To mora imeti neko nezavedno jedro, da ima toliko motivacije. In normalen človek, jaz probam, če se da, če se ne da, se ne da. Če ni, še vojska ne vzame, ne, so včasih rekli, smo rekli. Ne. Torej, neke patološke zagnanosti jaz nimam, ne. Imajo jo pa tisti protestniki, anticepilci, ki se družijo, ki protestirajo. Zdaj, v tolo sredo naj bi spet bilo, ne, ker ta Stevanovič rine ko buldežer. Ne. Zato, ker ima deficit v samopodobi, da že kar na prvo žogo rečem tisto, kar bi morali drugi povedati na RTV-ju. Mislim, jaz se moram malo pripravljati na tole, kar povem, ne, ker ni enostavno, koncizno stvari podati ljudem, da razumejo, da je hkrati udarno. Zdaj, nekoč sem bil dober retorik, tam pri Eriki Žnidaršič v Piramidi sem celo zmagal, kot najboljši retorik. Ampak zdaj pa tele stvari so dosti kompleksne, ne. Ni tako enostavno, koncizno izoblikovati misel, da bo udarna, da bo večna, ne, ker jaz želim stvari tako posredovati, pa take teme obdelati, da bodo berljive ali pa poslušljive tudi čez 10 let. Ne. Se pravi, da ne bo zdaj moje mnenje čez 10 let zastaralo. Ne. Zdaj dati nekaj tazga od sebe, pa ni tako enostavno. Ne. In snemam video zato, ker je moralno prav, da jih snemam. Ne. Pa sem si predolgo pauzo vzel. Saj sem imel vmes faktor, ne. Sem tudi nekaj povedal. Pa ura moči, ki je bila dolga samo pol ure, sem tudi nekaj povedal. Ampak tale sreda pa ne sme biti neodmevno. Zdaj nekateri pa vendarle poslušate moje mnenje, neki razumniki, ne, ker tukaj so nekateri anarhisti ali pa neizmerni uživači, ki bi na vsak način radi uživali, ne. Potem smo pa eni razumniki, ki damo pa malo razum v celo zgodbo, ne, v celo COVID kalvarijo, v krizo, epidemijo. Damo razum in še moralno razsodnost, ne. Jaz sem na strani zdravnikov, ki so 30 let študirali epidemiologijo, imunologijo, ki imajo, ne vem, viruse v mezincu, ala, kaj pa vem, Ihan, ali pa, ne vem, Krek nekaj ve, Logarjeva nekaj ve, Beovičeva nekaj ve, ne pa tam neki zobozdravniki, internisti, ki so, rekel, versko začinjeni, ki so a priorni disidenti, kar sem že tudi obdelal v nekaterih videih več kot 1 leto nazaj. Ne, zakaj se znotraj medicinske stroke pojavljajo disidenti. Povedal sem, razložil, zakaj. Tolo Milo Alečkovič, nekoč je Nikolič, sem seciral nulo, ker je neka psihiatrinja
na tem področju bi bila kar močna, zato ker jaz vem, kaj so, po čem so hruške in po čem jabolke, ne, in ta ni tako slaba, ima pa zdrse, in zdaj vem, da ima zdrse. 10 let nazaj jih je imela Mila Alečkovič-Nikolič, zdaj ima nekega francoskega moža, Jiva Batjeja, kaj je že, tudi, rekel, čuden človek. Jaz poslušam tiste ljudi, ki so v našem sistemu, ki smo ga zastavili in po celem svetu se je nek sistem vzpostavil, kjer se, rekel, najbolj sposobni ljudje odločajo za težke poklice. In biti zdravnik, narediti medicinsko fakulteto ni enostavno. Ne moreš ti tam iz kovinarske šole ali pa 3-letne gumarske poklicne šole, ki jo ima ena Anica Bidar, ne moreš ti priti na medicinsko fakulteto, pa bo zdaj pa tam konkurenčna. Na medicino pridejo pametni ljudje, ali pametni potenciali, srednješolski, in potem študirajo to. Dolga leta, grejo na specializacijo, nekateri usmerjajo tudi to, imunologija, epidemiologija, viruse, mikrobiologi, to študirajo in njim načeloma se mora v tem sistemu, v tej krizi verjeti. Ni se tega držim, koga drugega naj poslušam, šarlatane, neke narcistične guruje, histrionike ali troha ali pa te najbolj udarne komovčarje, ki ne morejo brez časti, slave, rinejo se v politiko, ne morejo živeti brez politike, radi bi prišli koritu moči in oblasti. Eklatantni primer je Zoran Stevanovič. Res, da sem nekoč celo zavzel za to, da bi jaz gostoval v Kranjskem gledališču, pa mi niso pustili, se ni nič dosegel, ampak vendarle se mu ni zdelo prav, kar je logično, da ni bilo prav. Ampak tam so me spotikali, rekel, moji levičari, veste, da sem jaz, rekel, konzervativni v kontekstu spolov, tale svetnik, kandidat za župana Kranjskega, se je pa za mene potegnil. Ampak čakajte malo, zdaj pa tu mač, kaj se ta človek gre, tu mač, preveč je to. In zdaj pa ena kritična beseda se mora razviti. Tam smo imeli svoj čas, ne vem koliko, enih 75 intelektualcev se je podpisovalo pod peticijo, da Janša ne bi bil predsednik vlade. V težkih časih, ko je bila ta hujša kriza, COVID, ogromno obolelih, mi bi imeli pa predčasne volitve, češ Janša nisi legitimni. Janša se je legitimno vzpostavil, Šarec je izskočil iz letala, zdaj se pa ubite, Janša se stavil desno-sredinsko vlado. Mu je Desus pomagal, Aleksandra Pivec mu je Počivalšek pomagal, SMC, in to vlado imamo še vedno, pa še vladamo, torej predsedujemo Evropski uniji, in zdaj, če smo normalen narod, bomo zobe stiskali in čakali, da nehamo biti predsedniki te Evropske komisije, ali kaj že predsedujemo Evropski uniji kot država, ne moremo zdaj imeti predčasnih volitev. Ne moremo imeti tudi v času tele krize. Lahko jo imamo predčasne, recimo februarja, marca, ali pa počakamo do maja. In takrat se pa naj levica konsolidira in zmagite na volitvah. Ampak trenutno je kjerkoli, ali Hudič, ali Tito, ali Šarec, ali Janša, predsednik vlade. Njega moramo spoštovati. On ne bo za nalašč vladal slabo. Njegov pogled na vladanje je tak, kakršen je, in celo ve se, da konzervativne vlade so bolj učinkovite pri vladanju v krizah. To so vedeli 100 let nazaj. Liberalci so anarhisti, so, rekel, nek razpuščeni, recimo mi pa rabimo zdaj pa red. Red rabimo. Jaz sem lansko leto, marca, sem rekel, da rabimo diktaturo, ker vem, kaj pomeni načelo ugodja. Jaz vem, kaj pomeni, če se psihična struktura, razbohoti v psihi. Dobimo anarhiste. Opozicija užitku, uživanju, načelo ugodja je nadjaz. Vest, ki peče, in tudi tista opozicija, ki reče, zdaj pa ni čas za nebrzdano svobodo. Zdaj moramo pa zobe stisniti, se držati pravil, ukrepov, da zajezimo to krizo. To naredi na eni strani razum, ki nam ga da medicinska stroka, pa moralna razsodnost. Se pravi,
dajmo paziti naše zdravje. Ne? Pazimo, ker ljudje lahko množično umirajo, predvsem tisti naši starostniki, ki jih imamo radi. In zato, da ne bojo umirali množično, da ne bo množično teh okužb, množično pomeni, da bo pol starostne populacije okužene, pa še pol jih bo umrlo. Pa zdravstveni sistem bo kolabiral. Medicinskim sestram, osebju, zdravnikom se bo zmešalo. Zmešalo so pa tudi policajem. Če bo vsak teden, vsak petek, vsako sredo, ne vem kdaj, skozi protesti. Policajem se bo zmešalo. Vojska jim ne sme pomagati, v smislu, da gre pa tiste begunce, tam, ki udirajo Slovenijo. Ne, vojska ne sme, 37a člen, ne, vojska ne, policisti morajo. Ne. Vojska naj bo tam, policisti pa naj vzdržujejo red. Ne. Če imam jaz tam opcijo, ne brzdana svoboda, pa red, sem za red. In to pomeni, da sem konzervativen človek, s srcem na levi. Ne. Se pravi, tam eno B imam na častnem mestu. Skratka, ne bom rekel ta drhal, ki protestira, bom rekel, te protestniki, ki bi pa radi imeli svobodo, dihanje, življenje brez ukrepov, mislim, te se ne zavedajo, da smo, recimo, bom pa prispodobo vzel, tam ena nogometna ekipa v Čilu, nogometašev se zabila tam nekje v eno goro, pa so tam bili ujeti v tiste zimske razmere, 100 km okrog nikogar, in so začeli umirati od lakote. In potem je bila moralna dilema, ali bomo jedli mrliče, ali jih ne bomo. In jih niso. V enem trenutku, pa zato, da ne bi umrli, so začeli mrliče jesti. Mi pa še nismo prišli v fazo, kjer bi mogli, ker nam bo cela družba kolabirala, če bomo imeli te PCT pogoje, če bomo imeli lockdown, nismo prišli do faze, ko bi mogli zdaj, malo smo neučakani, dajmo mrliče jesti. Smo ljudje, ne bomo jedli mrličev. Se pravi, držali se bomo ukrepov, da nam zdravstveni sistem ne kolabira, ker nam zdravniki to govorijo. Razumniki tako govorijo. Starostnike moramo zaščititi, ker lahko jutri umrejo, ali pa še 10 let živijo. Ali pa nekdo, ki ima raka, lahko umre zaradi covida, v roku enega tedna, pa enega meseca, lahko pa še 10 let živi, ali pa s kemoterapijo pozdrav raka, pa še 20 let živi, ali pa 30. To je ta logika, ki jo imajo medicinci. Ampak ostali se ne spoznamo na medicino. Moramo pa medicince poslušati, ker so v sistemu vzpostavljeni, da so tisti, ki jih moramo poslušati. Ampak moramo jih pa zakaj? Zato, ker imamo nadjaz, se pravi moralno razsodnost, ker nismo anarhisti, ker imamo vest. Zoran Stevanović je brez vesti. Človek bi prišel na oblast za vsako ceno. On bi naredil prevrat, predčasne volitve. Ampak ne kar tako, pol bomo pa se združili, ne. Pod pogojem, da bom jaz pa moja resnica. Drugač pa ne. Zdaj pa te intelektualci, ki so se tam neki podpisovali proti Janši, zdaj pa vi skup stopite, dajte profilirati tega patrona. To ranjeno dušo, narcistično ranjeno dušo, ki išče samo narcistično gratifikacijo. Ni tak pacient kot Troha, ki je za opolje, ampak je patološki narcis, ki ga mora sistem skulirati. Zato, ker trka na čustva ljudi, ker podpihuje tiste ovce, ki bi samo uživale, ki bi imele svobodo. In tem ovcam, ker nimamo mainstream medijev lojalnih vladi, nimamo jih, skozi mainstream medije se ne da tem protestnikom dopovedati to logiko, ki jo jaz govorim. Da imamo medicince, ki pravijo, in da imamo razsodno moč, se pravi vest, ki peče. Ne moramo nebrzdano svobodno živeti, dihati svoboden zrak, ne imeti ukrepov,
zato ker nam lahko to zasvinja družbo do nerazpoznavnosti. In zdaj moramo pa intelektualce dati v mainstream medije in oni morajo priditi, ali pa moramo priditi do besede in patrone ala Zoran Stevanović, Ladislav Troha, Anica Bidar, Damjana Bakarič, Srečko Šorli, pa tudi te intelektualce, ki se tam neki silijo v te neke zbornike, vključno z Andražem Terškom, ki je spet kandidiral za ustavnega sodnika. Ta je tudi fejst narcističen, ne? Malo po fotru. Se pravi, imamo na eni strani anarhiste, petkove kolesarje, Jenul, Čordić, tudi Bakarič, kar sodi med njih. Potem so pa razni too much motenci, ki sploh niso politično opredeljeni. Anarhisti so levi, ne? Potem so desni radikali, domoljubi. Tisti, ki so pa na sredi, ne? Sploh nimajo nekega političnega kompasa. Ne? Najbolj eklatanten primer, pa tudi najbolj preučevan, je bil Šiško, Andrej Šiško. Ne? To je Varda, to je verska sekta. Troha, verska sekta. Stevanović isti, ne levi, ne desni. Človek je načeloma politično opredeljen. Ali levičar, ali desničar, ali konzervativni, ali pa žlahtni, konzervativni levičar, tudi to obstaja, ne? Lahko si liberalec, si konzervativec. Zoran Stevanović je pa ranjena duša, ki bi rada prišla h koritu moči in oblasti. In zdaj z nas fintami premamiti ovce. Ovce bi pa rade uživale, imejmo svobodo, razpustimo ukrepe, se pravi, začnimo jesti mrliče, pa tam še kaj ga ubimo, da se bomo najedli. Ne? Kaj pa moralno prav, pa ti protestniki nimajo. Ne? In Zoran Stevanović apelira ravno na tiste, ki premalo razmišljajo, ki bi uživali, ki so na robu živčnega zloma, ne vejo pa toliko ljudi nam bo umrlo, tisti, ki jih imamo radi, pa zdravstveni sistem bo kolabiral. In ne delamo po diktatu Janše, ampak delamo po diktatu NIJZ-ja, ki je v navezi z vsemi NIJZ-ji v Evropi. Tam so znanstveniki, mi moramo znanstvenike poslušati. In Sašo Dolenc je levi intelektualec, znanstvenik. On pravi, cepiti se je treba. Mislim. Sam veste, tudi norci so ljudje. Imamo 20-30% norcev zdaj. Tisti, ki se niso cepili, tisti, ki bi razpustili vse ukrepe, ki si ne držijo PCT pogoja, to so nebrzdani uživači plus neki norci, verske sekte. Če imamo jutri volitve, bo te prišli v parlament, če se ne bojo med sabo pobili. Ne? Da grejo tetle hoče v parlament, Zoran Stevanović, če ni poglavar, to bo se ostale likvidiral. Ker bo samo on, samo jaz, resnica. Tam ni nobene Anice Bidar, nobenega Srečka Šorlja. Srečko Šorli, ja, bom jaz, fronta, ljudska, ne vem kaka, če bom jaz ta glav. To so narcisi, patološki narcisi brez nadjaza. Ne vem, kaj še ne rečem. Pa tam apelira, strah jim je treba naseliti v kosti. Človek božji, red rabimo zdaj. Red rabimo, Zoran, red. Ne pa anarhijo, pa proteste, pa predčasne volitve. Tako predčasne volitve, zato, da bi ti prišel v parlament. Ja, to je totalna nerazsodnost, to je manjko moralnega razsojanja. Ne postkonvencionalnega moralnega razsojanja, ampak unga navadnega konvencionalnega moralnega razsojanja. Stari Grki so si umislili državo, polis, in so stuhtali, da morajo zdaj skupaj jeti modri ljudje ali pa demos, ne sicer ženske, nimajo volilne pravice, ne otroci, ne sužnji, ne tele, ko so barbari. So pa tujci, ki nimajo svoje države. Ampak ta zdravi moški demos, polnoleten, gre na volitve in reče, zdaj se pa vi, spoštovani modreci, filozofi, danes bi jim rekli politiki, dajte vi zastaviti nek sistem. Potem pa napišite nekaj, se pravi, Platon je to v delu Država opisal,
da se zastavi nek dokument, ki se mu reče ustava, pa zakoni in tega se bomo držali. In spostavili bomo sistem, spostavili bomo red in tega reda se bomo držali. Ne bomo imeli neke anarhične ludo vlade, ne? Kot kao, da smo jo imeli v karantani, ne. Danes, po 2000 ali pa 3000 letih, smo se v rasi Homo sapiens domenili, da imamo na nekem teritoriju nek polis, neko državo, znotraj te države imamo pravila igre, ki so zapisane v ustavi, v zakonih in podzakonskih aktih, v odlokih, ki se sprejemajo tudi na hitrco, ne, in se reče, zdaj bomo imeli pa maske gor, pa pride Tršak, ne, maske dajmo dol. Ne, ni ustavno. Naloga države je, da narodu zaščiti zdravje. In če imamo mi epidemijo in če stroka reče, zato da zajezimo epidemijo, moramo maske nositi, da se ta zrak ne piha 3 metre naprej, ampak da ga imamo v koridorju, da se ne približujemo, da smo izolirani. To pravi stroka. Politika pa sprejme odlok, da je treba maske gor dati. In pol pa dajmo spotikati Janševo vlado, ustavno sodišče, usliši tisto nebulozo Terškovo. Ampak mi smo v osnovi postavili sistem volitve in imamo parlamentarno demokracijo, kar pomeni, da ljudje osnujte stranke, imejte delegate, poslance in naj ti poslanci v teh strankah, če pridejo v parlament, zastopajo vaše interese. Če z njimi niste zadovoljni, počakajte, čez 4 leta boste nove volili, ne morate pa iti z molotovkami na parlament, ker to delajo anarhisti brez vesti. Stari Grki so to vedeli. In mi, Slovenci, imamo tudi ustavo, imamo zakone, imamo v ustavi zapisano, da če pilot letala se stopi z letala, pa če umre Šarec, da imamo nadomestne volitve, novega mandatarja, zato da ne imamo vsake 3 mesece predčasnih volitev. To opcijo smo vzpostavili, hvala Bogu, in zdaj čakamo na konec mandata. Čakajmo, ker ne moramo imeti parlamentarnih predčasnih volitev, zato ker so tako zajebani časi. In nekdo, ki ima razsodno moč, ki je moder, bo rekel, tudi če nam hudič vlada, imenovan Janša, Levičar to govori, ne zdaj se suvati vlade. Ker bo nastalo neko čudno brezvladje, potrebno bo urgentne ukrepe sprejeti, če bo zagustilo še bolj. In če ne bomo imeli vlade, bo narod na srku. Ne se hecati z narodom. Ne iskati bypassov, obvodov, pa neke referendume o vodi, pa spotikati vlado z neko čisto vodo, bomo pili, ne vem, ne čisto vodo, pa tisti referendum je ko za lese bil prevlečen, da glava peče. Ali pa tale, ki se lahko obeta, če ne sprejemo, torej, če pride do zakona, kjer je treba Kreka, Logarjevo, medicinsko osebe, vključno s poslanci, zaščititi z globami, ker bojo anarhisti z molotovkami, ne samo s pljunki napadali te poslance, ki vlada zato, da bo narod imel nekaj od njih. Ne zato, ker so pri koritu kradejo že 30 let, pa kakšne neumnosti ta Stevanovič govori. Zato, da bi bil všečen, trka na emocije, na čustva naroda. In seveda narod glupko, kurac, mu nasede. Zdaj pa eni strici levi in desni, stopite skup in mu tisto goflo zaprite. Najte mu ne vem kaj, ta človek ne sme več smetiti v tej naši državi. Pa ne bom rekel, bejš v Srbijo tam spršel, zato ker nisi nacionalist. Ne vem, kaj bi še rekel, ne. Vidiš, shod pa bidarco zraven. S 3-letno poklicno gumarsko šolo. Ta se spozna na čisto vse. Šiško je odfukal, zdaj bom pa nekje drugje. Kjerkoli, sam da bom tam. Je rekla, bom nehala snemati videe. Ja, ne moreš, kmečka bunka, snemati videov, ne moreš, ker si dala heroin v žilo.
Ne moreš brez narcistične gratifikacije. Skozi se gledaš, kaj tist špegu, decite pa snema. Ko ta kuža je tam. Če kaj pozaba reč, še to lepo ved, pa to je bež partija. Oba karički sem že vse povedal. Pa Saška Lendero, mislim pa Werner, dobro, še moja prijateljica je Stanja Ribič je manjkala. Kam smo prši? Ne, pa pride Kučan z onem kolesarčkom se malo pokazati, ne? Pa čaki Kučan pizda, moč imaš. Daj reč, dosti šale zdaj. Nehajmo nargati, pustimo, da nekaj naredi. Karkoli bo naredil, pride volitve, združimo se, naredimo, konsolidiramo novo LDS, pa se stavite vlado. Ampak ne zdaj spotikati. Nam voda v grlo teče. Kakve predčasne volitve? Neposredna demokracija. Ne, mi imamo parlamentarno demokracijo. In ve se, po čem so hruške, po čem so jabke. Ve se za protokole. Ne more tam ena ranjena narcistična duša reči, zdaj bomo pa prevrat naredili. Ne, Stevanović, zdaj bomo pa dol vrgli vlado. In bomo tam ovce ploskali. Bomo mi svobodno voljo. Kakšno svobodno voljo? Svobodne volje ni. Resnice ni. Stranka resnica. Ja, kje je? 5 kanta, brat. Kopernikanski obrat pri kantu. Subjekt proizvaja lastne subjektivne resnice. Absolutne resnice ni. Pa trka na čustva ovc, ne, z resnico. Ne, patološko, ki ima samo svoj buč. Logotip. Brez logotipa resnica ni protestov. On sam kuje načrte, kako bo on prišel k koritu. Da si bo omastio brkove. Razvajenci uni ga pa podpirajo, kad tako všečno govori, tukaj logično govori. Še moji prijatelji, ki smisel za pametni, so smetili tam pred parlamentom. Večina njih podlega Dunning-Krugerjevemu efektu. Tok nič ne vejo, tok so glupi kot kurac. Sorry izrazu. Da v objemu nevednosti se začnejo tam poglabljati v ene viruse. Ni viruse, PCT pogoj ne obstaja. Virus niso izolirali, ne dokazano. Jozas, kaj delate RTV, kaj delate? Da sem jaz tam v programskem svetu ali pa odgovoren za neke oddaje, pa 14 dni bom pošlih to stvari. Pa zavajajo, manipulirajo s temi ovcami. Ne? Zrela osebnost tega v teh časih ne dela. Zrela osebnost ne gre napaditi RTV-ja, ga okupirati, udreti not. Ne? Zrela osebnost ne gre ščuvati ljudi ob petkih. Zrela osebnost ni ne Jenul, ne Čordić, še najmanj Troha, ampak tudi Zoran Stevanović ni zrela osebnost, ker nima moralne moči v nadjazu. Nadjaza sploh nima. Pa uporablja te trde označevalce, otroci, prihodnost, svoboda, zdravje, dostojno življenje, pravica do dela. Zajebani časi so, peti v Singapur, za jajce takoj obesli, češ take nebulozo v tem trosu. Ščuvah revoltu, kot da ne imeš dosti drugih problemov. Lojalni smo ljudstvu. Mi pa ljudstvo, čakaj malo, mi smo se zmenili, da imamo ustavo, zakone, imamo NIJZ, imamo vlado, imamo strokovne službe, imamo pametne ljudi na pametnih odgovornih mestih, pametni ljudje, ki so se šolali, bojo povedali, kaj je to epidemija, kaj je to virus. Ne more ena biderca s 3-letno gumarsko poklicno šolo razpravljati o PCT pogojih, pa o PCT testu, ali že PCR testu. In zdaj ti narcistični prevratniki pridejo do besede in zberejo 10,000 ljudi. Pa to pa smo banana republika s temi mainstream mediji. Pa vpijo njihov kriminal. Mislim, kako se to fajn sliši, ne? Njihov kriminal že 30 let nas ropajo in pa bravo! Plenijo naš denar. To je ceneno ščuvanje.
moralno izprijeno, pritlehno. Človek, ki to govori, ga je treba na sramotilni steber prebiti. Na simbolni ravni. Simbolno ga je treba izobesti kot eklatantni norci, COVID krize so tetle, pa se jih nabija gor na sramotilni steber. Naj se vsak dan gledajo. Ja, pa se pa obesi na ta PCT pogoj. Mislim. Pa izvabi iz teh, glupih ovc, lopovi, pa 5 minut govorijo, lopovi, ko so zdaj ukradli. Mislim, ko so zdaj ukradli. Unga Hulka švedskega so zalagali z denarjem, ki je bil na Švedskem. Ta vlada, ne. Lopovi, hočemo svobodo. Mislim, hočemo svobodo, čakaj, okužili se bomo. Ja. Ne brigajo nas umirajoči, mi bi radi živeli. Čakaj, jaz bi pa rad, da ne bi starostniki umirali. Predčasne volitve. Saj, če pridemo do predčasnih volitev, ta Stevanović še not prišel v parlament. Pa smo ga šele najebali. Živela resnica. Mislim, bež kaj Kanta, brat. Došvedo, da resnice ni. Pizdo sem se razfukal, pičko materno. Zdaj imam pa oster jezik. Ne? Zdaj pa glavni greh, da imam oster jezik. Dosta više.